Vida Čadonič-Pelič, najprej me zanima vranični prisad, ko slišimo antraks, nas pred spomne na vranični prisad, bioterorizem. Kaj ima ta antraks pri živalih veze z tem, ki ga poznamo recimo iz Iraka in podobnih zgodb? Jaz bi vendarle rekla, da nima veliko skupnega. Ime je res enako, gre za osnovno isto paličko, isto bakterijo, ki pa jo za bioterorizem seveda v laboratorijih ustrezno modificirajo, da je izrazito patogena za ljudi. Se pravi, ta je veliko manj nevaren za ljudi. Je pa to virus, ki ga imajo živali, večino preživekovalci, kot smo zdaj slišali. Ja, dejansko je ta nevaren za ljudi, ampak tako kot ste sami rekli, veliko manj. Nevaren je za živali, ker pride v živalsko telo z hrano. Živali pa vemo, da se krmijo z krmo, ki raste na njivskih površinah. Ta bacil pa se pravzaprav nahaja v zemlji in z vodopotalnico pride na površino in tako potem se sklene krog, kot smo rekli, s krmo v živalskem telesu, kjer se sprosti njegova ovojnica, ki ji rečemo spora in se aktivira, ko pride v živalsko telo in potem tam povzroči zelo, bi rekla, tipične spremembe, to so visoka temperatura, hude krvavitve in pri živalih seveda tudi hitro smrt. K sreči pa za ljudi ni tako patogen. Največ primerov do zdaj je bilo dokazanih oziroma pojavov antraksa pri ljudeh tako imenovani kožni obliki, ki ni tako nevarna, zelo malo pa je tistega, ko govorimo za prebavno ali tako imenovano inhalacijsko pljučno obliko, ki pa je bolj nevarna in ta lahko celo pelje v smrt. Vendar bi rada povedala, da je ta bacil antraksa zelo dobro občutljiv na penicilin, to se pravi pravočasno zdravljenje, absolutno bi moralo biti uspešno. Recimo, kako se lahko kmet? Kmet se lahko stikom živali okuži z njenimi iztrebki, z uživanjem mesa ali nekako ob nekem normalnem ravnanju z okuženo živaljo je tudi kakšnakoli okužba zelo malo verjetna? Jaz bi rekla, da če kmet upošteva vse tiste biološko-varnostne ukrepe, ki jih bi moral upoštevati pri vsakodnevnem življenju in delu z svojimi živalmi, se zelo težko okuži. Vendar res, kot sem rekla, ob upoštevanju teh ukrepov, ki bom še enkrat naštela. To je vsekakor uporaba delovne obleke in obutve, vzdrževanje čistoče v hlevu, pranje rok, preobuvanje, preoblačenje in seveda dobro opazovanje živali. Ker če žival kaže kakršnekoli znake bolezni, ne glede na to, katera bolezen to je kmet dolžan o tem obvestiti svojega veterinarja iz dveh razlogov. Najprej, da nudi pomoč bolani živali in drugič, da zaščiti sebe in svojo družino. Na dveh kmetijah ste zaenkrat odkrili to sporo, ki je sicer tudi zelo močno, 50 let in več drži v zemlji. Res je, gre za bacil, to je palčka, ki se takoj, ko pride v stik z zrakom, ovije z plaščkom, ki rečemo spora, se pravi, da sporulira in potem živi v zemlji dolgo časa. Znanstveniki pravijo več kot 50 let. In z vodami pride na površino in ko pride z hrano ali recimo z poškodbo, v katero bi prišla recimo zemlja, ko pride v telo, naj si bo to človeka ali živali, k sreči smo rekli, da več z živali kot človeka, se ta sporeca raztopi in se bacil aktivira in takrat povzroča te hude bolezenske znake. Glede na to, da smo v času vse večjih globalnih sprememb, posebej vremena, bo tudi verjetno vse več ujm in vse več takšnih z antraksom okuženih preživekovalcev. Glede, globalne spremembe, posebno klimatske spremembe, povzročajo težave celemu svetu in tudi naši stroki. Definitivno se veterina in živali, za katere mi skrbimo, in lastniki teh živali ne bomo mogli ogniti tem spremembam. Svetovna zdravstvena organizacija OIE je ravno letos
na to opozorila celo svetovno javnost, da je treba pričakovati tudi pojav takih bolezni, za katere smo že mislili, da smo jih izkoreninili. Najlepša hvala. Tudi vam.